Pozdravljeni! Zopet je sreda, čas za naš običajen tedenski komentar novic, tokrat številka 3 v letu 2021. Tudi tokrat se bomo ustavili pri 4 različnih sklopih novic in seveda viri, kot ponavadi so navedeni v opisu tega prispevka, vkolikor koga zanima, kaj je pisalo v originalih. Tudi tokrat bomo videli, da čeprav ni kakih velikih aktivnosti vezanih na Formulo 1, lahko vseeno dobimo dovolj novic, o katerih velja razmisliti in jih komentirati. A začnimo kar s prvo. V našem prvem sklopu se bomo ukvarjali z novico, katera je bila rahlo presenečenje za mnoge avtorje Formule 1. 18. januarja smo lahko prebrali na primer na spletni strani GP Fans, Motorsport, ampak tudi na primer na italijanskem Autosprintu ter mnogih drugih, uradno izjavo organizatorja Velike nagrade Monaka. Sporočajo nam, da vse aktivnosti v vezi s dirko napredujejo po planiranem urniku in da dirka bo. Je bilo to potrebno objavljati? Mislim, da ne, če ne bi mnogi avtorji ponavljali novico, da 3 dirke so tik pred tem, da bodo odpadle, in govorili so o Veliki nagradi Kanade, Veliki nagradi Monaka ter Veliki nagradi Azerbajdžana. In sam sem bil neprijetno presenečen, ko sem med prebiranjem teh novic naletel samo na domneve, na nobene uradne vire, kateri bi potrjevali tako ali drugačno zgodbo. Na koncu je moral sam organizator dirke povedati nekaj, kar resnim novinarjem je samo po sebi umevno. Namreč zavedam se dejstva, da dirka za Veliko nagrado Monaka lahko jutri odpade, a odpovedal jo bo tisti odgovoren, ne pa nekdo, ki nekatere govorice in podobne nebuloze takoj pretvori v novice. Seveda na nas, navdušencih in bralcih je to, da te avtorje tudi vprašamo, kakšna je njihova etika in kako preverjajo svoje vire. Če jim je dovolj to, da zasledijo nekje nek namig, da bi se kaj takega lahko zgodilo, no ja, to nam pove ogromno o njihovi resnosti. A mislim, da so s tem svojim dejanjem prej škodili Formuli 1, kot ji pomagali. Mislim, da za nas je vsaka dirka pomembna, ali nam je všeč ali ne. In če nekdo spravlja v obtok lažne novice, dela samo škodo. A kot ponavadi, moj oseben pogled in moj oseben komentar. V drugem sklopu bomo pa našo pozornost namenili novici, ki sem jo zasledil na italijanski verziji spletne strani Sky Sports. Namreč tu navajajo, da John Elkann tako zlahka ne bo zapustil tiste operativne vloge, ki so je namenil pri Ferrariju. Da vas malce spomnim, nepričakovano je odstopil Louis Camilleri. In nekako za premostiti to težko obdobje je v njegovo vlogo vstopil sam John Elkann, generalni direktor in predstavnik lastnikov. Seveda ni vajen te vloge in v preteklosti smo govorili kar o nekaj kandidatih za tisto funkcijo, katero je zapustil Camilleri. Od 2 bratrancev Johna Elkanna do drugih menedžerjev iz skupine FCA. Seveda skupina FCA ter PSA sta se združili, a ni videti kakšne rešitve pri Ferrariju, katera je ločena zadeva od tega. In seveda mi, navdušenci Formule 1, se moramo zavedati nekega dejstva.
Ferrari je ena zadeva, Scuderia Ferrari je pa le delček vse te zgodbe. In vloga Johna Elkanna v celotni skupini Ferrarija nima nekega neposrednega vpliva na samo skuderijo, oziroma ne spremeni bistveno svoje moči in svojega odločanja glede takih ali drugačnih kadrovskih sprememb v sami skuderiji. A pravzaprav ta odločitev nam pove nekaj bistvenega. Razumemo lahko, da sami lastniki, katere predstavlja John Elkann, niso ne vem kako hitri pri sprejemanju odločitev glede novih kadrov v celotni strukturi. In v sami skuderiji Ferrari še danes pravzaprav ne vemo, kdo je tehnični direktor. Imamo kar nekaj namigov, da Mattia Binotto ni več tehnični direktor, čeprav po mojem osebnem mnenju še danes opravlja to funkcijo, kar je seveda slabo za celotno skuderijo. Zakaj imamo v vseh drugih ekipah dve ločeni funkciji in pri Ferrariju enega človeka, ki opravlja delo dveh? Seveda, po mojem osebnem videnju ne more opravljati skupaj dobro delo enega in drugega, drugače bi povsod te dve funkciji združili. A pustimo sedaj to. Novica nam kaže, da lahko še kar nekaj časa ne bomo spoznali novega tehničnega direktorja Ferrarija, kar se bo znalo v sezoni 2021, ampak tudi naprej v sezoni 2022 še kako poznati. V naslednjih dveh sklopih bomo pa dobili zanimive potrditve na razne teorije, o katerih sem govoril v predhodnih prispevkih. Začnimo najprej z tisto izjavo Tota Wolffa, katero sem zasledil 18. januarja na spletni strani motosport.com. Toto Wolff govori o Georgeu Russellu in tistemu, kar pričakuje od njega v sezoni 2021. In na presenečenje mnogih govori o tem, da je glavna naloga Georgea Russella ta, da dobi izkušnje in da nekako zmanjša napake na minimum. Seveda, George Russell je bil eden izmed glavnih argumentov v končnem delu sezone 2020. Vsi so ga videli kot naslednjega svetovnega prvaka, a malo kdo se je zavedal vseh tistih napak, katere je naredil tudi pri Williamsu. Seveda, o tem smo govorili v prispevku posvečenemu prav Georgeu Russellu. Zanimivo je videti, da nekdo iznotraj, Toto Wolff, je približno takega mnenja, kot sem bil jaz, nek zunanji opazovalec, kateri nima nekih vstopov do ne vem kakih internih podatkov. In seveda zavedati se moramo, da George Russell je hiter, je mlad in posledično tudi rahlo neizkušen, zato dela napake. Pričakovati od njega, da jih ne bi počel, ne bi bilo realno, a treba se je zavedati tudi tega, da z leti mora pridobiti tiste izkušnje, ki mu bodo lahko pomagale, da ko bo imel pravi bolid, bo znal tudi priložnost izkoristiti in tako bo lahko postal tudi v bodočnosti, naprimer, zmagovalec dirk za svetovno prvenstvo Formule 1 in seveda svetovni prvak. V našem četrtem in seveda zadnjem sklopu bom pa spregovoril o rahlo trivialni temi, vsaj na prvi pogled, kot boste videli v nadaljevanju. Govorili bomo o novih imenih bolidov Formule 1 za sezono 2021. Zavedam se dejstva, da zaradi imena bolid ni ne hitrejši in ne počasnejši, a kljub vsemu bomo videli v nadaljevanju, da marsikaj se da iz tega razbrati. Nekatere ekipe so že uradno potrdile, kako se bodo klicali bolidi za sezono 2021 in naprimer McLaren je potrdil, da njihov bolid bo MCL 35M. To se pravi bolid iz sezone 2020 z motorjem Mercedes.
Vsaj tako je najbolj enostavna razlaga te šifre. Pri Red Bullu nekaj podobnega, Red Bull RB16B. O ekipi Alpine smo že govorili in da so tam vzpostavili nov sistem klicanja bolidov. Torej, videli bomo namesto Renaulta RS20B Alpine A521. Nič kaj takega in nič presenetljivega. A skrivnost se nahaja nekje drugje. 19. januarja sem na italijanski verziji spletnega portala motosport.com prebral novico, katero je spisal Franco Nunez. Tam je govoril o tem, kako se bo klical nov bolid Alfa Romeo Racing. In na presenečenje mnogih ne bo C40, temveč C41. C40 naj bi se imenoval tisti bolid, ki bo prišel na proge v naslednji sezoni. Ni še konec. Namreč enako zgodbo so vzeli pri Ferrariju. In tu bo marsikdo izmed vas malce čudno pogledal, kajti Ferrari je potrdil, da njihov bolid se bo v sezoni 2021 klical SF21. In seveda tu moram pripomniti, da bi bil izjemno vesel, če bi pri Ferrariju vsaj 3 sezone zapored rabili isti sistem poimenovanja bolidov. A vem, tu so le pobožne želje. Seveda med SF1000 in SF21 je velika razlika, a pozorni moramo biti na številko projekta. Namreč pričakovali bi lahko, da SF21 bi nosil številko projekta 672. Ne, v resnici bo nosil številko projekta 673. Zdaj moramo razumeti, kaj sploh je številka projekta pri Ferrariju, seveda skrajšana zgodba. Vsi verjetno poznate, da bolid prišel je na proge dirk za svetovno prvenstvo Formule 1 leta 1989 in povsod boste slišali, da se ga kliče Ferrari 640. A 640 je le tista zaporedna številka projekta. Uradno se imenuje Ferrari F1-89. In seveda pri Ferrariju vse svoje projekte imenujejo z neko zaporedno številko. Sedaj, če ti podatki držijo, lahko sklepamo naslednje. Tako pri Alfa Romeo Racing kot predvsem pri Ferrariju so videli tisto sezono 2020 kot nekako premostitveno sezono, kjer niso mislili porabiti vseh resursov. Te so mislili porabiti za tisto novo generacijo bolidov. Tisto, katera je bila planirana, da bi prišla na proge v sezoni 2021. Potem je seveda prišel COVID-19 in vse je premaknil za 12 mesecev, ampak številke projektov zgleda, da so ostale zacementirane. In dobili smo marsikatero potrditev na izrečene teorije, in tudi razlage, zakaj pri Ferrariju SF1000 je izgledal tako nedodelan. Verjetno zaradi tega, ker so vse sile namenili projektu 672, kateri je pa bil za 12 mesecev zamaknjen. In seveda zopet potrditev zadev, o katerih smo že govorili. Za enkrat za ta naš tedenski komentar novic je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.